6 strategij. Toda ali obstaja 6 protiukrepov? Združene države se pripravljajo na morda najpomembnejšo kampanjo v iranski vojni, bitko za nadzor nad Hormuško ožino. Kaj je na kocki? 20% svetovne nafte stabilne cene in želja Trumpove administracije, da se izogne potrebi po hitrem končanju vojne. Merilo uspeha. Prepričati civilne tankerje, da je prehod skozi ožino dovolj varen za zasledovanje višjih cen surove nafte. Danes bomo pregledali 6 možnosti, ki jih Iran lahko uporabi za ohranitev zaprtja ožine. Rakete, droni Shahid, quadcopteri, hitri čovni, mornariški droni in mine. Pri vsaki bomo preverili, kaj lahko Združene države storijo za preprečitev tega ukrepa. To nam bo pokazalo, na kaj paziti ob začetku bitke. Začeti moramo s preverjanjem, ali je mogoče ladje prepričati, naj sploh prečkajo ožino. Na splošno je odgovor da, ladje bodo pripravljene, dokler bodo verjele, da je to dovolj varno. Preveč denarja je na kocki, da ne bi to storile. Pravzaprav to že vidimo. Ožina ni zaprta. Zaprta je. V prvih 2 tednih vojne sta dnevno ožino prečkala približno 2 tankerja in 3 tovorne ladje. To je precej manj od 50 ali 45 plovil dnevno v normalnih razmerah. Bistvo je, da promet poteka. Tisti, ki so šli, so verjetno dobili dovoljenje Irana, kar je pomirjujoče, a vse te kapitane še vedno ogroža možnost nesreče. Na kocki je preveč denarja, da ne bi tvegali, če menijo, da je dovolj varno. Preostale ladje čakajo na pravi načrt ukrepanja. Zavarovanje ni problem. Zasebne premije so močno narasle, a Bela hiša je pripravljena posredovati. Namesto tega je potreben načrt ukrepanja prepuščen vojski. In videli smo, da so ladje, ko je bil enkrat načrt vzpostavljen, dejansko nadaljevale s plovbo, no nekako kot običajno. V iransko-iraški vojni je Iran napadel ladje v zalivu. Združene države so posredovale in zagotovile spremstvo ladjam, ki so prečkale zaliv, in tako je nafta še naprej tekla. Danes stojita na poti 2 oviri. Prva je zagotoviti ustrezno število spremnih plovil. To je deloma vprašanje mobilizacije za Združene države Amerike, deloma pa politično vprašanje, ali bodo mednarodni partnerji prispevali k operaciji. O tej temi bom več razpravljal kdaj drugič, ker je, tako kot vsa politika, trenutno prava zmeda. Drugi cilj je Iranu povzročiti dovolj škode, da bodo spremstva in komercialna plovila menila, da je operacija varna. To niso 80-ta. Tehnologija in vojaške grožnje, ki jih lahko uporabi Iran, so se razvile. Pregledati moramo seznam tveganj. Zadnja pomembna točka. USS Gerald R. Ford odhaja. Njegova napotitev je trajala dlje od običajnega, ker je bil edini na voljo za obisk Venezuele in kasneje za vrnitev na Bližnji vzhod. Njegova posadka je bila izčrpana in njena stranišča so bila nezanesljiva. Požar v pralnici je bil kaplja čez rob. Bistvo je, da se mora največje ameriško sredstvo v regiji vrniti v bazo zaradi popravil. Naslednja bo George H.W. Bush, ki je pripravljena za boj, a njen razpored napotitve ni jasen. To bi lahko zmanjšalo sposobnost ameriške vojske za spopadanje z iranskimi grožnjami v ožini. Prejdimo k prvi taki grožnji. Izstrelki, usmerjeni na plovilo v prehodu območja. To je najbolj nevarna možnost, a Iran bo tukaj naletel na težave na višji in nižji ravni. Na višji ravni je bila ena glavnih prioritet ZDA od začetka vojne zmanjšati iranske raketne zmogljivosti z bombardiranjem znanih izstrelitvenih naprav. Zdi se, da je ta načrt deloval. Tako so izgledali vsakodnevni iranski raketni napadi. Veliko prvi dan, potem pa upad. Pojavila so se vprašanja, ali je Iran to storil za ohranitev velike zaloge. Prepričan sem, da je v tem še nekaj resnice.
Večji problem za Iran je, da jih lahko Združene države uničijo, če jih skrije, še preden jih uporabi. Sreda je bila poučna izkušnja. Izrael je napadel plinsko polje Južni Pars. Ni povezave s South Parkom. Vprašanja o strategiji Izraela bom pustil za drugič. Južni Pars je vrhunsko iransko gospodarsko premoženje in največje plinsko polje na svetu. To je nekaj, na kar bi želeli odgovoriti in odvrniti Izrael od ponovnega poskusa. Iran je odgovoril z okoli 30 raketami več kot običajno, naslednji dan pa ni sledilo nadaljevanje. Opravičujem se, da je graf težko berljiv, a so to najboljši podatki, ki sem jih našel. 3-dnevno drseče povprečje. Zdi se, da Iran nekaj zadržuje v rezervi. Ni pa tega tako veliko. Vprašanje zalog protiladijskih raket pa ostaja nejasno. Ti cilji bi bili za Združene države terciarna prioriteta, za protiletalskimi sistemi in omenjenimi raketami za napade na kopenske cilje. CENTCOM je nedavno napovedal napad na takšne cilje. Prav tako nimamo koristi od vpogleda v podatke o izstrelitvah, ker Iran tega dela svojega vojnega napora še ni aktiviral. Njihova uporaba bo na nižji ravni takoj povzročila težave za Iran. Izstrelki so na radarjih jasno vidni, zato lahko Združene države s stalnimi patruljnimi letali hitro odgovorijo. Iran to preprečuje z nameščanjem izstrelitvenih naprav na tovornjake in uporabo taktike pripelji, izstreli, pobegni kot HIMARS. Načrt deluje bolje, ko nobena ameriška enota ne čaka, da bi nanje usula točo raket. To ni situacija kot v Rusiji, ki je na drugi strani fronte in ji odziv traja celo večnost. Na splošno je raketno grožnjo nekaj, na kar moramo biti pozorni. Iran lahko doseže kratkoročen uspeh pri izstreljevanju, preden izgubi izstrelitvene naprave. Ključno vprašanje je, ali bodo zadostovali standardni sistemi za prestrezanje spremljevalne ladje. Na iranski strani pa, ali je neskončna zaloga izstrelitvenih naprav. Raziskati moramo še sistem dronov Shahed. Shahedi naj bi bili iransko čudežno orožje, zato menim, da je to konec igre za ZDA. Ali pa sledi moj izliv jeze. Vem, da Shahedi lahko letijo na 60.000 čevljih, a vrnimo se na zemljo. Vidim, da moramo ta pogovor imeti vsake 3 mesece, tokrat v drugačnem kontekstu. Na družbenih omrežjih razpravljajo, da ZDA za sestreljevanje šahedov, vrednih več 10.000, uporabljajo milijonske prestreznike Patriot. Združene države bodo ta boj neizogibno izgubile. V tej argumentaciji je vse narobe. Vse! Zaključek je napačen, ker so Združene države Amerike bogate, Iran pa ni. Iranu bi lahko dovolili, da se izvleče z veliko razliko v stroških, če bi hoteli, in bi bilo še vedno v redu, čeprav bi bilo zelo neumno. Ta argument ima ne le napačne, ampak tudi nemogoče posledice. V nasprotju s Trumpovimi izjavami, ZDA nimajo praktično neomejenega števila prestreznikov. Na začetku vojne je bilo morda na voljo približno 1000 raket Patriot. Iran ima na voljo več 10.000 šahedov. V prvih 3 dneh je Iran izstrelil več šahedov, kot imajo ZDA patriotov. Čeprav denar ni pomemben, se matematika ne izide. Združene države fizično niso mogle tako prestrezati šahedov. A najpomembneje je, da je izhodišče argumenta napačno. Združene države patriotov ne uporabljajo za sestreljevanje šahedov. Saj ne redno. Morda so jih v nujnih primerih sestrelili na ta način, a to so izjeme. Šahedi so počasni in neumni, brez zamere. Takšni naj bi bili zaradi stroškovne učinkovitosti. Združene države Amerike so ta dizajn kopirale z razlogom. Ker so šahedi počasni in neumni, jih F-35 zlahka prestrežejo. To bi skoraj zagotovo bil del ameriške strategije spremstva kot doslej pri prestrezanju šahedov. Na voljo so druge, še cenejše možnosti, ki lahko dlje krožijo po nebu. Ampak pogovor o tej platformi prihranimo za drug cilj.
To je šele začetek iranskih težav, če poskuša uporabiti šahede. Standardni šahedi uporabljajo GPS in niso zelo natančni, tudi z dobrimi koordinatami. Lažje pa so premikajoče se tarče. Verjetno bi spremstvo potovalo po oddaljeni strani ožine. Tudi če bi Iran izstrelil šaheda neposredno z obale, bi ta za pot do najožje točke ožine potreboval 12 minut. Srečno pri ugibanju, kje bo ladja čez 12 minut. Šahedi bodo pred letom izpostavljeni motenju. Običajna rešitev je AI navigacija z ujemanjem terena. To deluje bolje, ko je pravi teren, ne le voda. Po drugi strani pa bi ta AI usmerjanje lahko pomagalo pri zaklepanju na plovilo, ko ga GPS postavi v splošno bližino cilja. Ostaja vprašanje, koliko Rusija, ki je delala na takih stvareh, vrača pomoč Iranu. Šahedi so še vedno počasni in lahke tarče za zračno spremstvo, ki patrolirajo po ožini. Za Iran bi bilo bolje, če bi šahede prihranil za napade v roju na kopenske cilje. Ta možnost je zato manj zaskrbljujoča. Kaj pa druga vrsta drona? Klasični štirikopter. Načeloma bi to lahko uspelo, če tudi ne povzročijo toliko škode kot šahed. Vemo, da je Ukrajina ali nekdo, le kdo bi vedel, to je popolna skrivnost, napadel nekaj ciljev ruske senčne flote. Ključna razlika tam bo prisotnost ameriških spremstev. Ruska mornarica nima plovila za spremljanje vsakega člana senčne flote. Zaliv je dovolj majhen, da lahko ZDA vse ustrezno spremljajo v konvojih. Dobre novice za Združene države, saj je motenje verjetno dovolj za onesposobitev kvadrokopterjev. Standardna strategija na kopnem za boj proti motilcem ali GPS sistemom za slepljenje je, da najprej pošljejo brezpilotna letala s svetlovodnim vodenjem, da zadenejo motilce ali sisteme za slepljenje. To na morju ne bo delovalo, kjer je razdalja prevelika, da bi kabli lahko segali tako daleč. Na tem področju je veliko možnosti za inovacije, zato kvadrokopterjev ne odpisujte. Ne mislite, da bo to kot ukrajinsko bojišče. Še preidemo na morske vektorje, kaj pa hitri čolni? Velja prepričanje, da je to temeljna slabost tankerjev in ameriške mornarice. Dokaz za to je incident z ameriško ladjo Cole. Hiter čoln je naredil veliko luknjo v ladji Cole in ubil 17 ljudi. Zato bi bil v hormuški ožini odprt lov na vse. Ampak ne sklepajmo vojaške strategije iz enega samega incidenta pred četrt stoletja. Cole je bil zadet, ker je ameriška mornarica takrat imela stroga pravila o uporabi sile, zato je posadka pustila hitremu čolnu, da se približa trupu. Ameriška mornarica je zaradi incidenta posodobila pravila o uporabi sile. V bojnem območju bo vsak hitri čoln blizu konvoja štet za sovražnega borca. Jate teh čolnov so hitre, a orožja ne bodo prehitele. Združene države so poslale letala A-10 Warthog za napad na hitre čolne iz zraka. Če sodobne težave potrebujejo sodobne rešitve, potem starodavne zahtevajo starodavne, stroškovno bolj učinkovite rešitve. Hitri čolni so tudi nizko na lestvici nevarnosti. Če se še zadnjič vrnemo k dronom, jih postavimo na gladino ali pod njo. V oceanu začnejo zaneti zelo podobno kot hitri čolni. Vse, kar bi se približalo, bi bilo takoj pod ognjem. Rojenje dronov je veliko boljša ideja kot rojenje hitrih čolnov. Slednje bi povzročilo cel kup mrtvih operativcev. Prva možnost bi lahko povzročila izgubo veliko opreme, a bi morda enemu uspelo povzročiti znatno škodo. Podvodni droni so vse večja skrb. Se moramo pri potopu pod gladino držati dronov, saj ZDA trdijo, da so uničile celotno iransko podmorniško floto. Upate, da sonar dobro deluje in sprejmete višjo ceno na prestreznik. Če so pogoji izpolnjeni, se morda izognete videzu ruskih ladij. To je eno od področij z nejasno iransko zmogljivostjo. Ukrajina je dolga leta razvijala to tehnologijo. Če se Iran ni pripravljal že leta 2023, teh sposobnosti ne bo mogel kar ustvariti.
Nazadnje so tu še mine. Pogovarjali smo se o praktičnih težavah, s katerimi se Iran sooča, če to stori, in tudi o tem, kako so Združene države po koncu hladne vojne pustile, da njihove zmogljivosti za odstranjevanje min zarjavijo. Če bi Iran postavil minsko polje, bi morali najprej poslati minolovce, preden bi konvoj lahko napredoval. Teheran mora na to pomisliti, če želi ta proces ustaviti. NATO bi sledilo nerodno obdobje, ko bi ZDA poskušale razporediti sredstva za razminiranje, ki jih imajo, v upanju, da so hitro uničile iranske polagalce M in preprečiti širitev težav. Ali pa nastane večji problem. In jemo kokice, medtem ko gledamo, kakšne koncesije lahko Evropa dobi od Bele hiše za pomoč. Ne vidim tega kot veliko skrb za tankerje v konvoju. Vedeli bodo, ali je varno prečkati ali ne. To ne bo igra na srečo kot prečkanje ožine s 5 težavami. To bi lahko postopek odložilo za nedoločen čas. Ni vam treba dolgo čakati na moj naslednji video. Pred dnevi sem pripravil vprašanja in odgovore na Lines on Maps Extra. Oglejte si ga tukaj. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte, delite in se naročite. Se vidimo naslednjič. Lepo se imejte.